Pozdravljeni. Jack Brown je poslal odprto pismo predsedniku FIE Mohamedu Ben Sulayemu, v katerem se je odprto pritožil nad namero Mercedesa, da bi kupil delež v ekipi Alpine. Kaj to pomeni in kaj se skriva v ozadju, pa kot ponavadi v naslednjih minutah. Na samem začetku moram poudariti, da v vsakem primeru ni na prodaj večinski delež v ekipi Alpine. Ampak še zmeraj govorimo o tistih 24%, ki jih ima v rokah družba Orto Capital. Orto Capital je vstopil v lastniško sfero ekipe Alpine leta 2023 in vložili so cifro, ki se giblje okrog $200 milijonov. Danes njihov delež v ekipi Alpine je ocenjen na vrednost $720 milijonov. In tu smo seveda dobili tudi odgovor, zakaj prodajajo ta delež, in seveda jasno nam je, da so v 3 letih zaslužili ogromno. A to ni bistvo današnjega prispevka. Namreč Jack Brown je poslal odprto pismo Mohamedu Ben Sulayemu, kjer se je pritoževal nad tem, da bi lahko imeli v Formuli 1 tako imenovane ekipe B. In tu je treba poudariti, da tudi če Mercedes bi kupil delež Orto Capitala v Alpinu, bi Renault še zmeraj imel glavno besedo. Torej, njegova teorija o nastanku ekipe B Mercedesa je rahlo na trhlih nogah. A pustimo sedaj to. V pismu, ki je dolgo 6 formalnih strani, kot poročajo viri, je Jack Brown nekako izrazil razne pomisleke. In prvi je bil ta, da pri teh povezanih ekipah ni tako imenovanega gardening leava, ko nekdo prestopi iz ene strukture v drugo. Spomnimo se, ko so pri Red Bullu odpustili Chrisa Hornerja, je Laurent Mekies takoj prestopil brez tistega obveznega čakanja, ki smo mu priča pri ostalih prestopih, ko nekdo iz ekipe A odide v ekipo B. In enostavno povedano, Jack Brown je končno potrdil, da leta 2024 na svoji zadnji dirki v Formuli 1 je Daniel Ricciardo odvzel točko Landu Norrisu za najhitrejši krog. Tisto ni bila neka, imenujmo jo, poslovilna nagrada, temveč je bilo namerno dejanje, kjer so seveda hoteli pomagati Maxu Verstappenu. A vidi se, da Jack Brown pove samo tisto, kar mu je dobesedno všeč. Ne smemo pozabiti, da pri Alpinu so poudarili, da imajo 3 potencialne kupce za ta delež, ki ga danes ima Orto Capital. Prvič, tovarniška ekipa Mercedes. Drugič je tu Christian Horner, seveda z navezo drugih bogatih posameznikov, ki bi ga financirali. In na 3. mestu je njegov večni nasprotnik, Toto Wolff. In sedaj se bo kdo začel spraševati, kako da se tudi Toto Wolff vključuje v to igro. Prvič vidi koristi, predvsem finančne. Toto Wolff prihaja prav iz tistega sveta, kjer imamo družbe, kot je Orto Capital. In drugič, tudi Toto Wolff ne bi bil praktično prvič v takšni, imenujmo jo, dvojni vlogi. Spomnimo se, koliko let je bil lastnik
ekipe Williamsa, sicer manjšinski in hkrati lastnik tudi pri tovarniški ekipi Mercedes. A to ne moti Jacka Browna. In treba je povedati, da Brown je s prstom začel ukazati prav na Red Bull in Racing Bulls kot dve povezani ekipi in pravzaprav je govoril na to, da ta naveza je nastala pred več kot 2 desetletjima. In to bi vas rad spomnil na neko zgodbo, ki jo je marsikateri navdušenec malo da ne pozabil. Če me spomin ne vara, tam okrog leta 2006 je tudi McLaren imel podobne načrte. Sicer takrat Jacka Browna v ekipi iz Wokinga ni bilo, ampak verjetno se kdo izmed vas spomni projekta nekega japonskega finančnega mogotca, imenovanega Direximo. Namreč vzeli bi leto ali 2 leti stare šasije McLarena, uporabili takrat motorje Mercedesa in seveda imeli neke vrste B-ekipo McLarena v Formuli 1. Celo Jeana Alesija so že najeli kot vodjo tistega projekta, ampak na koncu, kot vam je dobro znano, iz tega ni bilo nič. In prav je tako. Ampak tu bi rad povedal, da imamo danes v Formuli 1 že take naveze, ki pravzaprav kažejo na to, kar skrbi Jacka Browna, brez da bi imeli tako neposredno finančno povezane ekipe. Naprimer, govorimo o skuderiji Ferrari in o ekipi Haas. Skuderija Ferrari skrbi za projekt bolida ekipe Haas. Imajo ekipo svojih inženirjev, ki so v posebni stavbi, tik zraven one glavne v Maranellu, in prehod kadrov iz ene strukture v drugo je zmeraj bil, recimo temu, dokaj prost. Dokler je bil Simone Resta še pod pogodbo s Ferrarijem, se lahko spomnimo, kako hitro je menjal uniforme, kako hitro je zamenjeval ekipe. In tu verjetno ni treba posebej poudariti, da je na primer Oliver Bergman voznik skuderije Ferrari in ne ekipe Haas. Tam je samo v navednicah posojen. In seveda o tem v odprtem pismu Jacka Browna ni bilo ne duha, ne sluha. Ampak ne smemo pozabiti, da tudi Aston Martin v preteklosti je imel bolide, ki so bili izjemno podobni tistim, ki smo jih videli, na primer, že pri citirani tovarniški ekipi Mercedes. In rabili so pri ekipi iz Silverstona prav Mercedesov veterovnik. Tudi tam je bilo malo polemik, malce dvomov, ampak ni bilo neke lastniške povezave. Torej, lahko bi dejali, da Jacku Brownu ni všeč, da bi Mercedes ali pa posredno Toto Wolff kupil delež v Alpinu, zato piše protestna pisma. Gre bolj za politiko kot za Formulo 1 samo. Namreč, če bi imel Mercedes svojo ekipo B oziroma ekipo, s katero bi bil v neki finančni navezavi, bi McLaren izgubil na pomenu. Namreč nihče ne sili McLarena kot stranko Mercedesa, da kupuje pogonske sklope pri njih. Vprašanje pa je, katero enoto bi si pa radi izbrali. Namreč v tem trenutku je vse nam jasno, da je Mercedes tista enota, ki je najboljša. In ne smemo pozabiti, da v zadnjih 2 sezonah so pri McLarenu osvojili konstruktorski naslov prav s pomočjo pogonskih sklopov Mercedes. Zato to potezo Jacka Browna ne smemo gledati, vsaj po mojem, tako iz tehničnega vidika,
temveč izključno iz političnega. Ampak tudi to sodi v Formulo 1. Za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.